financiranje iz nacionalnega nivoja. Tu mislimo predvsem Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje in pa Fundacijo za šport. In pa tudi seveda iz evropskih skladov. 2014 je začela nova perspektiva, to je 2014-2020. Zato tudi mi menimo, da je bilo zelo smiselno to strategijo omejiti na to obdobje. Ker bi s tem povezali financiranje iz evropskih skladov, se pravi za infrastrukturo in pa za tudi sploh programe, z to strategijo, kjer bi zelo jasno opredelili, kaj šport potrebuje. Na eni strani, kot smo rekli, iz vidika infrastrukture, na drugi strani pa z vidika človeških virov, programov, izobraževanja itd. Jaz imam tukaj zdaj podatek, da se je Zavod za šport skupaj z Športno zvezo, da so recimo na Fundaciji za šport pridobili 111 000 evrov v zadnjih par letih, mislim, od leta 2011 je to podatek. Realiziranega je bilo nekaj sicer manj, 30 000 manj, en del ni bil počrpan. Pa bi čisto vprašanje, kar mogoče obema, ker so oba tukaj predstavnika te sfere, ali obstaja neka strategija, prioritetna lista, kje bi morali investirati v šport, se pravi infrastruktura, ali se razmišlja, da bi se na ta operativni program tudi kasneje z programi prijavljali, in pa če ta lista obstaja, kateri so ti projekti, in pa na kak način se lotevate nasploh prijavljanja za nepovratna sredstva. Ja, tako bom povedal, za ta sredstva, ki so bila namenjena z Fundacijo za šport oziroma z teh komitejev, smo se prijavljali preko Zavoda za šport skupaj z Športno zvezo. Dobili smo nekaj sredstva za takrat grajanje dvorane, za obnovo dvorane Mladika, dobili smo sredstva za igrišče v osnovni šoli Mladika, pa zadaj za tisto košarkaško. Dobili smo sredstva za obnovo tribune, ampak treba vse videti, da vsa sredstva, ki dobiš iz države, še enkrat toliko mora dati tudi občina. Recimo, če dobimo 100 000 iz države, moramo tudi mi 100 000 zagotoviti, da lahko daljamo projekte. Zgleda, da še vam gre na slabše, v tem klubi pa niso dobili nič. Recimo Športna zveza dobila en fotoaparat iz Olimpijske komiteje oziroma iz Fundacije za šport, pa en računalnik. To je vse, kar smo dobili v tem času. Pred 2 letoma smo pa uspeli v ta odbor spraviti Aleš Lucija, ki pa je pač pripravljal še dodatna sredstva. Te so bile ravno za obnovo, energetsko obnovo dvorane Mladika in te nove dvorane, oziroma starega dela tribune, in pa zdaj je prišlo 30 000 evrov za namen popravila igrišča ob Ormoški cesti. Ni tako enostavno, ko se to zgleda, zdaj pa lagamo denar. Ves ta čas smo tudi klubi naredili neke projekte, da smo lahko nekaj sredstva dobili. In to je zdaj bilo prvič, pa kaj zdaj, verjetno po 20 letih, če sploh ni prvič, da so klubi dobili nekaj denar. So mogli prikazati svoje akcije, kaj so imeli in so dobili. Razdelili smo te sredstva po lestvici teh prvoligaških, recimo, da imamo lestvico na leto tisti, ki imajo največ otrok. Tako da je dobil ženski rokometni klub, moški rokometni klub, dobil atletski klub, dobil nogometni klub, pa teniški klub, se pravi pa plavalni klub. 5 njih se je razdelilo, pa mislim, da nekje okrog 800 evrov, da so dobili. Tako da ne boste mislili, da so bila to neka velika sredstva. Kjer projekt je to točno zdaj? To si prijavil projekt dela, kaj delaš, mogo si narediti akcijo in si potem dobil neka sredstva. To je ta razgibanje po podnevi, kaj je Športna zveza prijavljala? Ne. Individualni projekti po klubu. In to se je vleklo, recimo, da smo se prijavili na to avgusta, dobili smo pa naslednjo leto februara, Aleš, podvrli, ali pa januar. Ja, res je. Malo se zavlekla zadeva, ampak res smo. Ampak mizerja, ampak dobili smo pa, ni bilo nekaj dosti. Zdaj, tako gledamo, ko hočemo nekaj pomagati klubu, enostavno ta evro na prebivalca v naši občini je morda malo premalo za šport namenjen. Še vedno zaostajamo za slovenskim povprečjem, tako cela regija.
glede teh prevozov, pa to, skozi se borimo že enih 5-6 let, da bi vsaj en kombi, 2 kombija, da bi dobili klubi, da bi bili na uporabo, ne. Da ko grejo vikendi, kaj se vem, pa si rokomet pomaga s tem, pa drugič nogomet, pa pol klub borilnih veščin, ne, pa atleti, ne. Ampak ni enostavno je kombi kupiti, zdaj za njega leasing, jaz sem celo predlagal, da se klubi odrečemo dela sredstva, ki jih dobimo, da se odrečemo teh dela sredstva in da s tistimi sredstvi vsi klubi, kjer jih bomo koristili, da s tistega plačujemo ta leasing, ne. Ampak to so velike težave, moraš imeti šofera, poklicna licenca mora biti zavarovana, ne kaj, in to je vse skupaj drago. Nišče se pol tega ne upa, ko voziš malo letno otroke, nišče ne upa tega prevzeti, ne. Tako da to ni enostavna stvar, ne. Ko pa gledam ta razrez po športih, ne, ko smo se prej pogovarjali, zdaj malo dan, ker sem do sebe prišel, nekako smo razdelili, kdo ima koliko otrok. Sredstva, ki so namenjena v taki obliki, ko so, ne, so razdeljena med tiste klube, ki imajo največ otrok. Zdaj pa organizacija kluba je pa tista, kako so klubi organizirani in kam so ta sredstva dali. Tisti, ki so bili modri, so ta sredstva vložili v mlajše kategorije, tisti, ki so pa bili potrošni, pa so dali v člane in potem je to spuhtelo. Kaj je tvoje mnenje, da je to prav, da se več mlajše selekcije pa... Absolutno, ne. In pol ne moremo mi terjati od države, ker država profesionalnega športa ne forsira, tudi ne občina. Recimo, ne, včasih je prav drugače, so bili i direktori, zdaj so menadžerji, ne, prej so vsi dali za vse športe, zdaj dajo za kolesarstvo, dajo za golf, so se omejili. Hudo malo dobiš, ne, tako to Miran, ko je rokomet v letu, to je čudo, ne. Poznam tu evo Štefana, ki to se trudi od vrat do vrat, da klub preživi, Vlado Sitar isto, ne. Mislim, to so težave, ki jih pač težko rešimo, ne. Treba pa vedeti, da v Svetu zavodu za šport je 7 ljudi, 9, en zaposleni zavoda za šport, en predstavnik športne zveze, ki ima sicer 7-člansko upravo športne zveze iz različnih klubov, ne. In en je predstavnik v Svetu zavoda. Ostalo so pa mestni svetniki različnih strank. Tako da, sreča, morda vlada ta mandat, da je malo več takih, ki so bili naklonjeni športu, pa so tudi v športu delali, recimo Frano Rozman, pa Emil Mesarič, pa Dejan Levnič. Kar nekaj je bilo takih, ki so bili naklonjeni temu, ne. Dobro, zdaj konkretno vprašanje, ne, recimo v Svetu zavoda, ker tebe recimo kot, ki poznaš to sceno, bi bilo boljše, da je bilo več predstavnikov klubov v Svetu zavoda, ali je vredo, da je politika prisotna? Gledajte, brez politike se sploh ne morem iti. Jaz bi se želel, da še več športnikov, ker bi več svojih problemov iznesli, ampak politiki so tisti, ki nam kolače režejo, ne. Torbica z denarjem pa je mala, ne. In potem ni tako, da bi nešče rekel, gledaj, jaz dobim toliko, ti dobiš toliko. Kdo koliko dela, kdo koliko ima otrok, tak se razdeli, ne. To je, preprosto je, v bistvu, ne. Pa skozi bomo nešče nezadovoljni. Ne vem, kako to rešiti, recimo, ne. Jaz bolj vidim, ne, da se bo treba povezati s klubom menadžer, ne, tam, ko je Miran, pa tisti, ki še imajo firme, ki delajo, tam pridobiti dodatna sredstva za svoje klube, ne. Kaj se vem, mi imamo recimo Perutnino, ki je gigant tu, recimo oni dajo za kolesarstvo, ne. Če pride Miran tam, ne more dobiti za, kaj dobi polik lovaso, pa neke semiče, isto tako nogomet, ne. Ni, tak je, to je čisto, to je resnica, ne. Tam moraš ne vem kaj narediti, da dobiš tisto mizerijo, ne. Samo tudi oni so v težavnem položaju, ne. Ni, enostavno najdite firme, katere so pripravljene dati, da bomo lahko mi boljše živeli. Nišče, vsi so se zakrknili, prej je bila konjunktura prevelika, zdaj je recesija, še vedno traja, pa pravijo, da ne, ni denarja. Tudi starši, ko plačajo tisto članarino za otroka, vidiš, da stiskajo, ni. Težav je tako polno takih malih, da se sploh ne vidijo, ampak ko pa to zložiš v neko piramido, pa pol vidiš, kje si, ne. Jaz pa mislim tako, da recimo za neko osnovno dejavnost športa sploh ni potrebno dosti denarja, ne. Da ti mladega otroka narediš športnika, ne rabiš ogromnih sponzorov za sabo, pa ne rabiš ogromne količine denarja, ne. Jaz mislim, da se ta sponzorski denar načeloma zapravlja samo za neke profesionalne športnike, polprofesionalne športnike, ki se moče sploh tega ne zaslužijo, ne. Ja, Sašo, dobro si rekel, zdaj vidiš kaj Aleš prej rekel, Aleš je glih kontra temu rekel, ne, da pa za člane ni, ne.
Za Člani otroke. se bo enostavno mogli sprijazniti s tem, da enostavno v Sloveniji je situacija taka, da bo enostavno mogli začeti zastojni igrati. Mislim, jaz tudi isto. Mislim, da dosti vrhunskih športnikov, ki tudi osvajajo velike rezultate, trenira zastojni. Ne trenira zaradi tega, da bi bili bogati od tega, pa da bi imeli denar za to. Bo pač treba začeti od ljudi take iskati, ki se bo ukvarjali športom, taki, ki to vidijo. Jaz sem recimo imam enega iz 8. razreda otroka, ki trenira nogomet na Dravi in trenira boks pri meni eno z drugim. Meni je rekel, da je njemu življenjski cilj, da naredi srednjo šolo in da gre v Avstrijo v 5. ligo igra za 1000 evrov. Da mu to v klubi govorijo, da ne prav tako smer razmišlja. In to ni prav. In pol vsi pričakujejo dosti denarja, ko prijo na neki nivo. Jaz mislim, da vsak športnik, če je dovolj dober, si po samo stvaril krog ljudi okoli sebe, ki bo ga že financirali, da bo lahko živel od tega. Od teh velikih zneskih so še samo zgodbice, ki so bile včasih, tega zdaj več ni, že nekaj časa. Ja. Ja, ampak vseeno, jaz mislim, da 1000 evrov za enega športnika, ki igra v neki državni ligi, je prek zadosti denarja. Spomnimo na Dravi, če govorimo 3 leta nazaj, so nekateri občinski igralci pobirali tudi po 5000 evrov na mesec. 7. Tudi po 7, ja, na račun tega, da je občina pač z svojimi vplivom vplivala na sponzore in jih pridobivala v Dravo, mogoče bi bilo boljše takrat v rokomet vlagati, ki je imel večjo perspektivo, pa je bilo moč za drug zubal. To lahko komentiram na taki način, da recimo takrat vodilna struktura v nogometu, tudi sam sem bil tam zraven, ampak nisem bil tisti, ki je reševal denar, je imela dobre pozicije po Sloveniji pri velikih firmah in so dobili velika sredstva, recimo, bom pa povedal, da recimo nogometni klub je en od redkih klubov, ki tisto dotacijo, ki dobi, gre samo za otroke. Samo za otroke. Dotacija teh javnih sredstev. Teh javnih sredstev, ki gre striktno samo za otroke. Ni šlo to v lanskem letu, pa v letošnjem letu iz preprostega razloga, ker več nogometnega kluba ni zdaj nogometna šola in je vse to šlo v isto, malho, In ker so pridelali pred mano tam 75 000 evrov minusa, je to trebalo pokrivati. In so tudi iz tega dela smo pokrivali vse te zgodbe. Ja, to vse super, prav, samo jaz mislim, da takrat mestna občina kakih vpliv je imela na te sponzore, ki so prilivali denar v nogomet. In mogoče je bilo pošteno, da je pomagalo vsem klubom takrat s totimi vezami, ni določeni eni športni panogi pač. No to je res, takrat so bile, take so bile narejene, to moramo priznati, to se nimamo kaj slepiti, odkrito se priznajmo. Takrat je bila konjunktura in bili so veliki projekti. In tako kot vsak župan, kot Janković, ko vsi imajo župani to moč, da del teh sredstev pri velikih investicijah gre v šport ali pa v sponzoriranje nečesa v občini. Jaz sem imel za župana predlog, smo se tudi pogovarjali, če bi dal samo polovico teh sredstev, ki jih je dal v nogometu in polovico ostalih sredstev v ostale športe, bi tudi ostali športi zdaj bili na bistveno drugem nivoju, kot so. To je bila napaka narejena, nažalost zdaj ne moramo več popraviti. Nažalost tudi naslednji župan, ki bo ali bo isti, ne bomo imeti priložnosti, ker ne bo več takih velikih projektov, da bi lahko to na ta način delali in se bomo morali znajti pač nekako drugače. Mogoče pa bi